Lep dober večer, dobrodošli v knjižnem klubu za osebno svobodo. Danes imam prednost, da bom vodil dialog z avtorjem knjige V čevljih staršev, dr. Milan Kranjc. Jaz verjamem, da bo debata zelo zanimiva, saj bomo govorili o podjetništvu, predvsem v Sloveniji je veliko družinskih podjetnikov in verjamem, da se bo razvila debata. Tako da jaz bi kar pozdravil mojega gosta, dr. Milana Kranjca. Dobrodošli. Dober dan, hvala za vabilo. Pozdravljeni, živijo. Jaz bi vas vse povabil, ki nas spremljate, da postavite kakšno vprašanje, povete nama, če naju v redu slišite, vidite, da vidimo, če vse štima tako, kar more, potem pa se bomo lotili tematike, ki je danes na vrsti. Jaz mislim, da je podjetništvo čedalje bolj zanimiva zadeva, sploh za mlade, zdaj, ko smo se malo pogovarjali, preden smo začeli live, ampak tematika družinskega podjetništva, ne vem, če ste vedeli, je zelo razširjena, ampak nimamo pa neke, bi rekel, urejene infrastrukture, kar Milan dobro izpostavil v svoji knjigi. Pa bi jaz kaj začel to tematiko ali pa debato s tem vprašanjem, kaj so sploh družinska podjetja in zakaj imamo tak izziv danes v družinskih podjetjih? Če se slišimo, bi to mogli štimati. Ste me slišal? Malo nama nagaja, zgleda, jel? Ja. Jaz vas slišim. Jaz tudi vas. No, super. Pa mogoče kar rečemo, kjer na to tematiko družinskih podjetij, ker ste pisal, sem zastavil vprašanje. Zdaj, če tisti trenutek niste slišali, se pravi, čujem. Nič hudega ni, vse štima. Bomo vse rešila. Ja, jaz sem pravzaprav v zgodbo družinskih podjetij padel že 21 let nazaj, ko sem začel delati z podjetniki na področju izobraževanja, predvsem računalniškega izobraževanja, pa optimiranje njihovih procesov preko računalnikov, kar je bilo pač takrat na voljo. In že takrat sem v bistvu pravzaprav spremljal njihove odnose takrat še kot fizik. Nisem še kaj dosti se z psihologijo ukvarjal. Ampak šele naslednji koraki so me pravzaprav pripeljali do tega, da sem pravzaprav videl, da niso procesi pomembni, ampak komunikacija, odnosi, kako kdo razmišlja. In seveda potem, ko sem začel študirati psihologijo in potem psihoterapijo, sem se pravzaprav poglobil v to, kaj pravzaprav na nekaj vpliva, od česa so stvari pravzaprav odvisne. V temelje. Točno, dobesedno v njihovo otroštvo sem pravzaprav vdišel, ker sem dejansko videl, da se družinsko podjetništvo pravzaprav začne v zgodnjem otroštvu. To pomeni, ko se mi rodimo, kako smo vzgojeni tistih prvih 6 let, ko se oblikuje človeški karakter oziroma neka slika v našem podzavesti, v kateri živimo, tako potem bomo na nek način tudi mi vodili podjetje. No in tu, ker so bili to v bistvu samostojni podjetniki, govorim pred dobrimi 20 leti, jaz sem že takrat videl, kako stvari tečejo. Kasneje sem celo sam stopil v zgodbo družinskega podjetja, tako da sem pravzaprav na lastni koži doživel in seveda začel hkrati iskati rešitve za sebe, in ker sem že delal z družinskimi podjetji, sem toliko bolj potem začel te rešitve postavljati drugje. No in družinska podjetja je specifika pač to, da ljudje imamo eno glavo in v resnici pa v bistvu odigramo nešteto vlog, ker podjetje ni v osnovi nič drugega kot dejansko igra. In tako jo tudi moramo vzeti. Namreč, tako kot imamo šport določena pravila, traja od do, rezultat je tak, jasno mora biti cilj, ne? In mogli bi isto jemati, in tako kot se na neki šport pripravljamo, isto se bi mogli pripraviti na podjetništvo. Mi pa velikokrat pademo v zgodbo podjetništva, ali smo v to prisiljeni, ali smo pač se rodili v takšno družino oziroma družinsko podjetje, nihče nas na to ne psihično, ne fizično, niti pravno formalno ali pa organizacijsko na to ne pripravi. In seveda potem pač vodimo podjetje na ta način, ko smo videli, kako je, ne vem, naša mama vodila gospodinjstvo, oče drvarnico, ne. In temu primerno je pač danes organizacija slovenskega gospodarstva. To, kar smo pač videli v zgodnjem otroštvu. No in tu je v bistvu zdaj osnovni problem tega družinskega
podjetništva. Mi smo v družinskem podjetništvu, se pravi, podjetništvo nima jasnih pravil in naenkrat smo v tej zgodbi 24 ur na dan. V kar potegnemo not svoje otroke, mogoče tudi prijatelje, bližje sorodnike, svoje intimne partnerje in potem v bistvu nič drugega več ne obstaja kot samo še posel. Posel je pa nekaj čisto postranskega. Posel nikoli ne sme biti primarna stvar v življenju. Vedno moramo imeti najprej vedeti, kdo smo mi, imeti postavljene osebne cilje in potem poslovni cilji podpirajo naše osebne cilje. Ne. Tu se mi zdelo, če smem sam za trenutek, tudi jaz zelo podoben, ne razmišljam, ker če ljudje sami sebe ne poznamo, zelo težko karkoli dobro delamo v življenju. Predvsem pa, želje imamo vsi skrbeti za svoje bližnje, ne vem, dobro delati okolje, ampak dokler sami sebe dobro ne spoznamo, pa ne vemo sami, kaj je naša pot v temelju, bomo zelo težko prispevali, ne. Kaj šele se šli igro podjetništva ali pa zgodbo, tako ste rekel sam, en del, tako ker če gledamo na šport, lahko tudi na podjetništvo gledamo, velja neka pravila. In če ne poznamo svojih pravil dobe, rečemo temu tako, ne, bomo zelo težko sledili nekim večjim zakonikom ali pa nečemu, kar je bil konstrukt, ne vem, stoletij pa razvoja družbe kot take, ne. Torej se mi zdi to res pomembno izpostaviti in tudi ta, bi rekel, moment, ko ste ga izpostavil sama, da večinoma sploh Slovenija je nagnjena k temu, da silom prilike pademo v podjetništvo in potem pač primemo in delamo naprej, zelo premalo, pa malkrat si pa vzamemo čas za to, da bi pač se res dobro podučili o tem, kaj nam je pač bilo dano, ali iz družine, ali iz posla, kakorkoli pač, ne. Da se mi zdi že dva taka pomembna momenta, ko jih je potrebno poudariti. Ja, in to je v bistvu pravzaprav tisto, kar bi država lahko v osnovi v bistvu naredila. Neko pripravljalno obdobje za podjetništvo, ki lahko kasneje preraste v družinsko podjetništvo. Isto kot bi mogli imeti, če lahko temu govorimo, pripravljalnico, da postanemo starši, isto bi mogli imeti pripravljalnico, da smo lahko lastniki, direktorji ali pa kakorkoli operativno vpleteni v podjetje. Sam se mi zdi, da velikokrat pride problem potem, nekdo, ki je pač v poslu, pa ga je vodil, starši v primeru, imajo zelo, kar ful fajn tudi v knjigi pišete, bi rekel, zelo tog način delovanja, pride en mlad nadebuden človek, pa hoče pač neke spremembe razviti, napredovati, in večino primerov, recimo, ko sem jih bral v knjigi, so zelo redki primeri so, kjer so starši pripravljeni spustiti v pravem obdobju, pa otroke tudi spodbujati potem na prav način, da v bistvu so inovativni, pa da jim prav čas spustijo iz rok posel kot tak, Pač vidim problematiko, čez knjigo, ko sem bral, pa sam tudi nekaj izkušnja, od tega, da ko stopimo v podjetništvo, do tega, ko se ukvarjamo s podjetništvom, pa na koncu, če smo pač nekdo, ki še ima dolgo podjetje, je kup enih problemov. Pravzaprav stvari, ki jih se ne lotujemo na prav način, Ja, zato ker pač nam nihče ni pokazal, oziroma vsak se je naučil to, kjer je pač druge videl. V osnovi se v bistvu ljudje najlažje, ali pa to že primarno po sami naravi, učimo po vzgledu. Torej tistega, ki vzberemo za neko avtoriteto naše okolice. In tako, ko se ta naša avtoriteta sama naučila spet iz neke okolice, tako potem samo to sliko prenašamo naprej. Zato pravim, družinska podjetja, se pravi, najprej se bi mogel sploh v Sloveniji definirati status, kaj pomeni družinsko podjetje, pravila in kako lahko nekaj postane ali pa nekdo pristane v družinskem podjetništvu. Namreč v teh, če govorim, najstarejših podjetjih v Italiji, Avstriji, Nemčiji, ki so nekatera stara tudi do 1000 let, družinska podjetja, tam je zelo jasna zakonodaja, zelo jasna pravila, skratka, cel narod v tem živi, In glede na to, da ko sem pač sam raziskoval, že obstoječe raziskave v Sloveniji, jih povzemal v knjigi, sem pravzaprav videl, da skoraj 70% delovno aktivnega prebivalstva je zaposlenih v družinskih podjetjih. Torej, se mi zdi zelo zanimiv podatek, mislim, da se tega niti ne zavedamo. Skozi imamo občutek, da, so ljudje del nekih korporacij, nekih
velikih zadev, v resnici smo pa v bistvu vse del družine, ali pa izhaja iz tiste temeljne celice družbe, družine kot take. To mi je bilo zelo zanimivo, ko sem bral, ker tudi sam nisem razmišljal, v bistvu vedno se mi zdi, da imamo v generalu Slovenci ali pa ljudje občutek, da kakor je nekdo nekje zaposlen, da je to neka večja reč. V resnici je pa pač večji del posla se zgodi v družinskih podjetjih. To mi je bilo pač zelo zanimivo. Ja, zdaj v bistvu predvsem mediji več čas poudarjajo velika podjetja, ki so ali v državni lasti ali mogoče kakšne tuje korporacije, ne. Se na koncu tudi dve veliki trgovski verigi, Lidl pa Hofer, to so v bistvu v osnovi družinska podjetja. Ja. In kaj pravzaprav govorim, mi govorimo o velikih korporacijah, za katerimi pa dejansko stojijo družine. In odločajo se dejansko pri nedeljskih kosilih, kaj se bo delalo naprej. Ne? In tako, ko se je nekdo, ne vem, če je bilo slabo nedeljsko kosilo, se zna zgoditi, da bo celo podjetje, nekaj 10,000 zaposlenih imelo slab teden zaradi tega. Ne? V bistvu se ne zavedamo pravzaprav kulture lastnikov družinskih podjetij. To je pravzaprav tisto, kar bi mogli v Sloveniji dvigniti na zelo visok nivo, predvsem pa imeti zelo veliko medijsko in družbeno spoštovanje do teh ljudi. Mi pa jih v večini preganjamo in zatiramo. Ne? V tujini je to popolnoma drugače. Kaj bi bila pol recimo prva rešitev ali pa prvi nasvet vsem, ko imajo recimo družinska podjetja ali pa so del, ker večina nas je, del družinskih podjetij, tako pa drugače. Kaj je bila nekaj takega, da lahko, ne vem, se naučimo iz tega, pa kaj bi bil prvi korak, da bi ga mogli upoštevati, da nam bo boljše? Najprej se vprašajte, kdo ste in kaj čutite. Ali sploh čutite to, ali so vsi občutki, ki jih čutite, sploh vaši občutki, ali ste jih samo prekopirali od svojih staršev pa od okolice. In se pravi, začnete spoznavati samega sebe in na ta način v bistvu dajete na prvo mesto svoje osebne cilje. In potem se vprašate, ali ta okolica, v kateri delate in bivate, sploh to podpira. Vkolikor ne, začnete počasi, ko sebe začnete spreminjati, tudi počasi stopate iz te neke okolice, ki vas pravzaprav v osnovi ubija. Ni nujno, da če ste se rodili v družini, ki ima v lasti družinsko podjetje, da morate tudi vi tam delati. Nič nismo otroci ali pa kakorkoli ljudje rojeni zaradi delovne sile. Nismo na Kitajskem. Za vsako stvar se mi zdi, vedno znova se vračam, karkoli berem, pa čemkoli se v življenju ukvarjam, če sebe ne poznaš dobro, pa nisi sinhron ali pa avtentičen, zelo težko kakorkoli dobro funkcioniraš. In ta del bi rekel, podjetništva v zvezi z družino je po eni strani zelo enostavna stvar, tako kot jaz vidim, če bi ljudje bili zreli pa se poznali, pa hrbtenico imeli, ne bi bilo nobenih problemov. Ali pa manj vse je tako, jaz razmišljam. Ja. Imamo pa problem zato, ker ogromno vzorcev za otroštvo prinesemo ali pa pademo en kolup in potem pričakovanja pokopljajo vse dobre stvari, ko bi jih lahko skupaj spravili, glede na to, da je družina, konec koncev, in tako delamo za skupno dobro. No, ampak vseeno se moramo vprašati pri osnovni zgodbi, kdo smo, ne? Se pravi, to je v bistvu osnovno vprašanje, ne samo pač v družinskih podjetjih, ampak vse posod, ne. Ja, predvsem pomembno pa je to v družinskem podjetju, da so tudi jasna pravila. Ko ste zdaj v bistvu pravzaprav govorili, da treba samega sebe dobro poznati, ne. Če se vrnemo nazaj k športu, glede na to, da smo pač Slovenci zelo športni narod v vseh pogledih, ne. Če nekdo trenira, mora točno vedeti, kako postaviti trening, kako hrano imeti, kdaj iti spat, kakšno tež dvigniti in vse pogoje, ki grejo k temu. Se pravi, mora delovanje svoje psihe in svojega telesa zelo dobro poznati, če hoče doseči cilj. In čisto isto je v podjetništvu. Ni razlike med športom, med športno igro ali pa med podjetjem. Mi, ko se pripravljamo na vsak posebej dan, ki mora imeti jasen cilj, mi moramo vedeti, kje so naše meje. Ali smo mi sposobni zdržati 8 ur, smo sposobni imeti nek sestanek. Če se moramo na to pripraviti tudi fizično in psihično. Se pravi, dejansko... Kaj mene zanima,
glede na to, da smo za šport vsi vemo, da je treba trenirati, imeti dieto in tako naprej, ne. Kaj nas pa omejuje, da recimo, če pogledamo statistično gledano, ne, večina podjetij ali pa podjetnikov pa nima nekega režima, po katerem bi delali pa se učili, ne. Če primerjamo s športom, se mi zdi, da je podjetništvo dosti bolj generalno gledano za Slovenijo, rečemo, a ne, tako, kak bo, a ne, ni neke discipline, ali kako naj temu rečem. Ja, zato, ker je naše celo življenje, pa naša ekonomija, saj bomo že nekako, ne. Če na koncu bo pač država vzela kredit, ne, če ga sami ne moremo. Ampak v bistvu je pač popolnoma zgrešeno ravno to, da če v bistvu grem generalno gledati, ne, na primer, prej sem sicer šali omenil Kitajce, ne, ampak zakaj je danes Kitajska tako hitro napredovala, pa je tako uspešna? Zaradi tega, ker ima jasen cilj postavljen za 200 let naprej. Oni vejo, kam želijo čez 200 let priti. Slovenija ga nima za 5 let naprej. Imamo neke okvirne strategije, ampak mi bi mogli, Slovenija kot Slovenija, če hočemo biti uspešni, je prvi korak, da naredimo strategijo in cilj za 100 let naprej. Kaj mi kot Slovenija želimo čez 100 let doseči? In iz tega iti retrogradno potem programirati, nastavljati zakonodajo in ne postaviti si 100 ciljev, ne, da bomo imeli svetovne prvake v športu, pa najboljše znanstvenike, pa najboljše umetnike, pa najboljše inovatorje, pa ne vem, veliko proizvodno, ne, pa butični turizem, pa množični turizem. Mi se moramo v bistvu v osnovi odločiti za eno stvar. Fokus, to je zelo povezano s podjetništvom, ne? Če imaš fokus pa cilj, bi rekel, na eno stvar, pa tudi lažje dosežeš to zadevo, ne? Kaj pa lahko mi kot posamezniki ali pa mali, rečemo, državljani ali pa ljudje, ki imamo družinska podjetja, poleg tega, da se poznamo, prispevamo k temu, da bo, rečemo, zdaj, če smo se pogovarjali o državi, država bolj naklonjena tej zadevi. Kaj je tista domača naloga, ko lahko mi naredimo? Ja, glede na to, da imajo podjetniki različna združenja, se pravi od gospodarske zbornice, obrtne zbornice, kluba podjetnikov, združenja menedžer, bi ena od teh inštitucij morala prevzeti pobudo in na nivoju države začeti s statusom družinskega podjetja. Ali pa bo na koncu pač nastala zbornica družinskih podjetij. Se pravi, nekdo kot posamezniki lahko naredite to, da se združite, ampak rabite pa potem močnejši in večji glas. To pa je potem spet neko združenje, ki vas potem zastopa in pelje v to zgodbo, bom rekel, dajmo status in dajmo drugačno zakonodajo za družinska podjetja narediti. Zakaj se pa to leta 2020 še ni zgodilo? Ker to je problematika, ko ni od včeraj, ne. Spodaj je gospa Milka napisala zanimiv, da pozna od blizu družinsko podjetje, enkrat mi je rekel moj stric, vsi, ki smo 91 odprli firmo, smo zafurali svoje familije. To je sicer še na ono tematiko naprej, nazaj, ampak če se pogovarjamo o tem, kaj lahko mi naredimo, zakaj se danes, ne, do 2020 še kar ni zgodila ena taka revolucija na tem, glede na to, da pač če roko na srce, družinska podjetja, mali podjetniki pač futramo blagajno državno v generalu. No, nočem zdaj proti dobeni politični strukturi karkoli govoriti ali pa kjerkoli spodbujati, ampak ja, če pogledamo razvoj družinskega podjetja v Sloveniji, podjetništva, nam bo v bistvu zelo hitro jasno, ne. Mi smo imeli zelo močna družinska podjetja pred drugo svetovno vojno. Potem, po drugi svetovni vojni so se pa večinoma ta podržavila. Se pravi, se je kultura naenkrat zgubila in potem je bilo vse od vseh. In naslednjih 40 let je dejansko ni bilo družinskega podjetništva, ne, ko se pa ponovno začela Slovenija osamosvajati, pa se pri nas sam sistem vodenja ni kaj dosti spremenil, še vedno so bili ljudje iz starega sistema. In v bistvu stari sistem ni podpiral družinskega podjetništva, oziroma ga celo kdorkoli je odprl podjetje, je bil na nek način sovražnik v državi, ne glede na to, da je bil tisti, ki je polnil blagajno, od katere potem večina živela. In to je v bistvu osnovni problem. Ni bilo politične volje, zato ker nismo razumeli, ker še vedno razmišljamo tako, kot smo pač 40 let nazaj. To je v bistvu osnovni problem, zakaj se še nič ni spremenilo.
In zdaj pač vsi ti premiki, ki se dogajajo, pa mogoče tudi druga politična struktura, bo pa mogoče prinesla kako bolj zdravo okolje. Ste pozitiven, kar se tega tiče? Jaz sem v bistvu pravzaprav vedno bil pozitiven v smislu, da vsak korak prinese nov napredek, zaradi tega, ker se na ta način vedno bolj zavedamo samega sebe. In bolj, ko smo zavedali sebe, svojih potreb, lažje bomo potem tudi povedali, kaj želimo. Sedaj pa problem to v Sloveniji, da se mi ne vemo sami še, kaj si pravzaprav želimo. Ne? Pa pač pustimo, da nas drugi vodijo. Dela imamo dosta, ne? Od tega, kar smo rekli v začetku, da za sebe poskrbimo, v smislu, da se dobro spoznamo. Potem jaz iz tega razberem, tako da smo zdaj prišli z debato, da je treba narediti domačo nalogo, da se naučimo pravil igrati podjetništvo, ne? Ali pa iti se podjetništvo, potem pa tudi na širšo, zgodbo, strukturo, sveta, politike in podobnih zadev, pač se v delo vključevati, da s pozitivnim, indicim, pozitivno voljo, pa rešitvami pristopamo in spodbujamo naše okolje, da bolj zastopite to zadevo. Tri stvari. Saj najprej v bistvu moramo pri sebi začeti, da sploh vidimo, kaj bi radi, ne? In si postaviti nova pravila vodenja podjetja, ki ne sme biti nam podrejen ali pa kakorkoli nadrejeno samo podjetje, ne? Ampak mora biti to popolnoma drugačna zgodba. Konec koncev ima tudi podjetje svojo energijo, ne? In mi moramo biti, podjetje ne sme biti odvisno od naših čustev. Lahko je v začetku, ko postavljamo stvari, ampak potem, ko pa postavimo, se moramo pa umakniti. Potem več pa nismo mi, zelo malo ljudi je v bistvu sposobnih tistih, ki postavijo ljudi, tudi potem uspešno voditi. Tu se mi tudi zdi, da je velika problematika, ne? Zelo se navežemo na svoj posel, ne? Nam postane to otrok, ne? Sploh ko delaš 10 let, pa toliko časa, pa toliko energije, pa toliko vsega vložiš, da ti potem to postane tako pomembno, da se z vsem štirim tega držimo ljudje. In tukaj se mi zdi, ne, da pride prav ta nasvet, pač, da moramo, voditi, ne vem, kje sem slišal, celo v vaši knjigi prebral, da je pravilno vodenje je to, da smo mi ta glavni motor, ne, da mi damo tisto energijo, ampak potem, da se naučimo delegirati, ne, pa da imajo vsi v skupnosti ali pa podjetju občutek, da prispevajo, pa da imajo glas, ne. In veliko teh klasičnih družinskih zadev, vsaj kakor imam pa tudi jaz izkušnje, je bila pa predvsem diktatura, ne. In pač, To pa izhaja iz te neke, bom rekel, podjetniške lakote ali pa kakorkoli, ne. Prej je bilo vse od vseh, vsak posameznik pa imel potrebo biti nekaj, ne, ali pa imeti nekaj. Iz tega se pač tudi vidi v Sloveniji, da smo Slovenci tako težko gremo od svoje nepremičnine v stran, ne, ker hočemo biti lastniki ali kralji na Betajnovi, ne. No in potem naenkrat vsak misli, ki ustanovi podjetje, da to podjetje je njegovo. To je največja napaka. Prvo, kar pravzaprav podjetnike naučim, je to, da ne smejo razmišljati, da je podjetje njegovo, ampak da so oni samo lastniki kapitala v podjetju. Zato je nekdo, ki je, bom rekel, če spet stari izraz uporabim, lastnik družinskega podjetja, mora troslojno v bistvu pravzaprav gledati na to. Eno kot lastnik kapitala v tem podjetju, drugo kot menedžer oziroma upravljalec tega kapitala in na koncu kot operativec v tem podjetju. To so v osnovi 3 različne osebe, ki so več ali manj v eni osebi, ampak je treba troslojno razmišljati. Se pravi, imeti na ta način vodene sestanke, ne, da se najprej družina pogovarja o kapitalu, ki ga ima, kaj bo s tem. Potem, ko to jasen cilj postavijo, šele potem se začne pogovarjati, kako bodo ta kapital upravljali. In potem, ko postavijo tu jasne cilje in strategijo, šele takrat začnejo operativno izvajati te naloge in upravljanje svojega kapitala. Tako se mi zdi na hitro, ko pogledam, ne, podjetništvo kot tako dosti kontradiktornih stvari, sploh v družinski zadevi, ne. In zelo težko je graditi balansa, ne, da ti na nedeljskem kosilu ne govoriš o poslu, ne, pa da si pač si z družino tisti čas, medtem ko si pač v podjetju, pa da se ta, neka hierarhija, struktura, kodeks in podobne stvari pač upoštevajo. Zakaj imamo tak izziv, igrati vse te vloge,
pa biti, bi rekel, ko je treba podjetnik, ko je treba družinski, zakaj tukaj nas, bi rekel, da imamo težavo, no pač to dobro balansirati. Spet sva tam, kdo smo mi? Ne znamo, če mi ne vemo, kdo smo v osnovi, kje so naše meje, potem se kar prepustimo, da nas drugi vodijo. Mislim, če se zdaj vrnem čist spet tistemu zgodnemu otroštvu. Človek se ne rodi z navodili za življenje. Rodi se z nekimi genskimi zapisi, z nekimi predpostavkami, kako bo živel, ampak hkrati se pa rodimo z neko kamero, narekovajo, ki se v bistvu v resnici imenuje ego. In ta kamera snema okolico, kako okolica živi, kako se obnaša do sebe, ali si dovoli živeti to, kar čuti, ali ne. Kako se drug do drugega obnašamo, kako se fantek vzame moško figuro, kako se on do sebe obnaša in do bližnjega, punčka, potem žensko figuro. In na osnovi tega se v bistvu zgradi osnovni življenjski scenarij, po katerem mi živimo. In kolikor je sporočilo v teh prvih 6 letih, da lahko živim to, okolica živi to, kar čuti, potem bom jaz lahko svoj potencial, ki sem ga sabo v DNK-ju prinesel na ta svet, tudi izražal. In ne bom imel večjih težav in kompleksov v življenju. Kolikor je pa okolica ni živela po tem svojem, bom rekel, to, kar so čutili, ampak so imeli prepoved in so upoštevali to, kar bodo rekli drugi, potem je pa bil že ob rojstvu potencial zatrt in začnemo živeti po tem scenariju, ki ga je ta kamera oziroma ego posnel. In potem mi začnemo živeti neko tuje življenje že v zgodnjem otroštvu. Res je, da imamo možnost naslednjih 6 let se ponovno spet primerja, ali smo prvih 6 let je enakih kot drugih in potem še tretjih, nekje do 18. leta se v bistvu preverja in lahko do takrat večinoma stvari zelo hitro spremenimo, kasneje je to pač težje, ampak v tem je to, večinoma, če govorim za Slovence, večinoma imamo posnet film o tem, da ne smemo živeti to, kar čutimo. In tu je v bistvu osnovni problem. In potem mi hodimo v službo zato, ker mislimo, da moramo, ker je pač taka družbena norma in potem postanemo del nekega kolovoza, pa niti ne vemo, zakaj hodimo po tej poti. Če se bi pa mi zastavili, pa bi rekli, ok, kaj mi hočemo v Slovenijo, bi pa mogoče videli, da pa ni nujno, da mi delamo sploh 10 ali 8 ur na dan, mogoče pa dovolj, da vsi Slovenci samo 4 ure na dan delamo. Ampak vse je spet odvisno, kaj bi mi radi in kaj bi radi mi s to našo državo in našim življenjem. Že Fran Miličinski Ježek je pred 50 leti dejal, boli, če te povozi avto. Če te povozi čas, se bolečine ne da izmeriti. V čem je poanta? Mi, ko se rodimo, imamo podarjen čas. To je edino, kar nam je dano. In zdaj se mi moramo odločiti, kako bomo ta čas izkoristili na tem svetu. In dobro, pač je to neka premica, ki je vsak dan krajša. In več, ko bomo porabili časa za druge, ali pa tisto, kar mi mislimo, da je za druge dobro, se bomo drugimi dokazovali, manj časa imamo za sebe, manj časa imamo v tem življenju. In slej ko prej pridemo enkrat na zadnjo postajo. Tako da spet se vrnemo k sebi. To mi je zelo zanimivo, da tukaj to poudarjate, zaradi tega, ker sej vsak posel, pa karkoli, to sem že pred, ko smo se pogovarjali malo iz live streama, se vrne na odnose, ko jih imamo. Najprej seveda same seboj, pa potem pač z vsemi okrog sebe. In vsak posel, ne glede na papirje, pa zakone, pa vse ostalo, konec koncev gradimo ljudi. In se mi zdi, da si včasih, bi rekel, s pomočjo vseh zakonov, ki nam načeloma bi ne delali dobro, na drugi strani pač tudi škodujejo, ker se potem preveč ukvarjamo s tistimi stvarmi, ko niso tako zapletene, pa nimajo take vrednosti v življenju, kar jih pač ima konec koncev časa, saj samo to imamo v resnici. Po drugi strani pa spet ne znamo ceniti tiste stvari, ko smo jih dobili zastonj. Saj, ko je nekdo dobil milijon na loto, je velika verjetnost, 85%, da jih bo zapravil, zato ker pač nima ne izkušnje, ne predstave, ne ničesarja, kako bi s tem pač upravljal. In je hecne, tiste najbolj fajne, pa najbolj pomembne stvari, ko jih imamo v življenju, ko so zastonj,
jih najbolj čez okno spustimo. Točno to. Ne znamo v bistvu ceniti to, kar je podarjeno, tako kot ne znamo ceniti same narave, ki je pravzaprav nam vse podarja, kar rabimo, ne. Mi smo pa vsak dan bolj papeški od papeža. Ja, ta umetnost, bi rekel, pa mogoče na svet, kako graditi en dober balans, poleg tega, smo se velikokrat vrnili že do tega, da pač se moramo poznati, pa dobro predelati, bi rekel, mogoče bi iz tega dobil tudi naše otroštvo, ker smo ogromno vzorcev prinesli in se vprašati, mi živimo svoje življenje, ali živimo koga drugega, in to seveda se potem odraža tudi na podjetniški zadevi. Všeč mi je zelo, da debatiramo v bolj psihološkem vidiku te cele štorije, ne toliko v materialnem, ker tega imamo tako že polno glavo. Kaj bi bil še nasvet za nekoga, ki je del, bi rekel, družinskega podjetja, pa mogoče ni lastnik? Je mogoče, ne vem, sin, hčera ali pa kakorkoli pač povezan z družino, pa je v poslu, da bo znal dobro shajati z generalnim. Ja, mislim, v prvi vrsti mora sam po sebi vprašati, ali spade v to okolje ali ne. Tem smo tudi govorili, ja. Ja, in če je odgovor ne, potem pač vzame to okolje, ne v smislu, da ga takoj zapusti, ne, ampak reče, kaj lahko v tem trenutku najbolje naredim za sebe. In v tistem trenutku, ko začne v bistvu podjetje spoznavati v obliki tega, da je lahko njemu podpora, bo pravzaprav tudi spoznal, ali dejansko on paše v to okolje ali ne. In čez nekaj časa bo potem pravzaprav sam videl, ali bo počasi zgodbo zapustil, ali bo ostal v njej. Samo to lahko zaenkrat rečem. Predvsem pa je to pomembno, da se začne sabo na vseh nivojih ukvarjati, ne.